Lep pozdrav, spoštovana publika, in lepo pozdravljeni tudi gospod Globokar, ponovno med nami. Za začetek me zanima, zdaj, ko že nekaj cajta niste več direktor zavoda, kako gledate na zavod z zunanje perspektive, a zdaj kaj drugače vidite? Pravzaprav še nimam zunanje perspektive. Zaenkrat še vsepovsod govorim pri nas v zavodu, pa se spomnim, da že skoraj leto pa pol nisem več tu, oziroma zdaj že kmalu 2 leti. Tako da še vedno čutim, da sem del tega zavoda, in ko pridem sem, se pravzaprav tule počutim doma. Pravzaprav po svojem študiju sem tukaj preživel 17 let in to je res ena lepa doba življenja. Še bolj pa občutim, da je zavod res en tak otok, bom rekel, znotraj tega našega slovenskega prostora, tako javnega kot tudi cerkvenega. Se mi zdi, da kljub vsem napetostim, ki so del življenja, pa tulele noter, tako doživljam, še vedno živimo ene človeške, čeprav profesionalne, ampak tudi ene človeške odnose. Tako da to mi je vedno všeč, na to sem ponosen, da sem bil del ene zgodbe, ki se mi zdi, da je lahko tudi en zgled za širši krog. Vem, da ni idealno vse, nikakor ne želim idealizirati stvari, ampak vseeno, ko si, ko od zunaj pogledaš, rečeš, v bistvu je bilo tam lepo in smo skupaj rasli. No, zdaj pa, če se lotiva kar vaše knjige. To knjigo ste napisali po dolgoletnem vodenju našega zavoda, ne. In kako se te vaše izkušnje pri vodenju odražajo v vaši knjigi? Ja, pravzaprav sem se zavestno odločil za to področje, ko sem končal življenje tukaj v zavodu in sem bil potem 4 mesece na Irskem v Trinity Collegeu in sem tam potem tudi namenoma obiskoval take konference in predavanja, kjer so razpravljali o digitalni tehnologiji v šoli danes. Tudi zaradi tega, ker smo se pri sploh ustanavljanju osnovne šole in vrtca spraševali, koliko teh digitalnih vsebin dati v šolo, kdaj se začeti ukvarjati s temi stvarmi. Vemo, da je ta digitalna doba pravzaprav svet, v katerem mi živimo. To niso samo sredstva, ampak postaja čedalje bolj celoten naš življenjski prostor. Za nekatere, in to je nevarnost, lahko postane to cel življenjski prostor. In zdaj osnovna filozofija v ozadju je ta, da nam digitalni mediji omogočajo, da mi lažje živimo. In to je pravzaprav tisto, kar je cilj vzgoje in izobraževanja. Kako se naučiti, da bomo mi sredstva uporabljali tako, da bomo bolj ljudje, da bomo bolj v polnosti ljudje. In ne gre za to, da bi rekli nobenih digitalnih sredstev, ne, ampak gre za to, kdaj in na kakšen način je človek zrel, da lahko odgovorno uporablja posamezne medije, posamezna sredstva. Tako kot, ne vem, enemu otroku ne damo kosilnice takoj, da bo šel kosit okrog hiše, ne, ampak v nekem določenem obdobju mu je pa treba dati, ker če mu je takrat ne damo, ko ima neko veselje in si želi to delati, potem tudi kasneje mu ne bomo rekli, zdaj si pa že toliko star, zdaj pa boš, ne. Tako se mi zdi, da je z vsemi sredstvi je potrebno tako ravnati in to je eno izmed sredstev. Nevarnost, ne, teh digitalnih sredstev je pa ta, da bi te tako posrkalo vase, da bi mislil, da je pa to celotna resničnost življenja. In tukaj, se pravi, že pri vodenju zavoda je bilo to vprašanje, koliko digitalnih sredstev, koliko digitalne tehnologije pri pouku, kaj, ali zdaj to nadomešča recimo učitelja, ali se bo zdaj vloga učitelja zmanjšala, ker imamo predavanja na internetu in mi lahko fiziko, matematiko gledamo najboljše predavatelje in imamo videoposnetke na YouTubu in mogoče nam zdaj ni potrebno več hoditi k uram, da bi nam naši profesorji to na tak okoren način predavali. Zdaj malo seveda namenoma polemiziram tukaj, ampak ugotovljeno je, da živ odnos je tisti, ki posreduje znanje. Ti lahko dobiš ene podatke,
ena dejstva lahko dobiš tudi seveda na en tak neoseben odnos. Ampak resnično veselje do znanja pa rodi odnos, ki je pa neposreden odnos. In zato tudi tam, kjer imajo predavanja nadaljavo, je tiste univerze, ki to delajo na en kvaliteten način, je to kombinacija enega in drugega. In so lahko predavanja nadaljavo priprava na potem tisto živo srečanje, ko pač profesor potem sreča učenca. In v tem odnosu učitelj-učenec se pravzaprav rojeva ustvarjalno znanje, tisto, ki je zares temeljito znanje. Ker ste prej omenili pravzaprav to, kako tehnologija bo vedno bolj prepojila naša življenja, ne? V knjigi omenite tudi pojav digitalne zasvojenosti. Kakšne so po vašem mnenju trenutne razsežnosti tega in kakšna je v bistvu nevarnost? Kot sem že rekel, nevarnost je v tem, da bi te določen digitalni medij tako posrkal vase, da bi pozabil na resnično življenje. Takrat, ko otrok ne čuti več potrebe, da bi jedel, ali pa daje igrci prednost pred kosilom, ampak to ne tako za 5 ali 10 minut, ampak tako za res, torej ne rabi več jesti ali pa ne rabi več spati, v tistem trenutku lahko govorimo o zasvojenosti. Odvisni na nek način smo vsi, tudi večina izmed vas je prišla zaradi tega, ker ste nekje prebrali, da bo tole predavanje tukaj. Nekateri ste slišali, ampak recimo neka odvisnost, to, da smo odvisni od digitalne komunikacije, to je del pravzaprav našega vsakdana. In to je lahko seveda tudi en blagoslov, da imamo en odnos, da smo pravzaprav v enem odnosu do teh stvari. Druga stvar je pa, ko si zasvojen, takrat pa to postane gospodar tvojega življenja. Sredstvo postane gospodar tvojega življenja in nimaš več nadzora nad digitalnim medijem. Zdaj po podatkih za Evropo je 1 do 5% otrok in mladostnikov zasvojenih s tehnologijo. V azijskih državah pa se te številke pomikajo že preko 10%, recimo 12% menda v Južni Koreji. In tam so leta 2011 sprejeli zakon, ki mlajšim od 16 let ukine internetni dostop, to se pravi mobilne podatke, med polnočjo in 6. zjutraj, zato da v tistem času ne morejo igrati svojih igrc, kjer pač tekmujejo, kjer so tudi del enih timov in enostavno ti moraš toliko in toliko točk nabrati v določenem dnevu, če ne izpadeš. In ko si še del ene ekipe, si še pod pritiskom svojih sotekmovalcev, da to in to narediš. In tam so ugotovili, da ima 1/3 njihovih otrok pravzaprav velike težave z nespečnostjo. Ampak tudi v recimo sosednji Italiji, kjer so podatki verjetno podobni našim, ugotavljajo, da 15% otrok ne spi normalno po noči, ker jih tudi recimo do polovice otrok pa občasno tudi po noč pogleda na telefon. To se pravi, če se zbudi, potem pogleda, če je kaj novega. In enostavno, ko spet dobiš ta stimulans od ekrana, ima že spet večje težave za to, da bi lahko v miru zaspal. In vse te stvari seveda vplivajo na to, da je realno, resnično življenje težje v določenem segmentu. Lažje v kakšnem drugem, težje v recimo teh čist navadnih stvareh. In težava, ki je glede zasvojenosti ali pa ta neki izziv za našo digitalno dobo, je predvsem ta, da pravzaprav otroci, sploh pred recimo 12. letom, ko nimajo še sposobnosti kritičnega razmišljanja in ene distance, ne razumejo, kakšen vpliv ima to pravzaprav na njihovo življenje in jih lahko ti ekrani pravzaprav povsem posrkajo vase. In to lahko postane njihov celoten svet. Živijo samo še zato, da bodo recimo znotraj ali določenih igrc ali določenih socialnih omrežij
pogovorov, chatov in tako naprej. Dotaknili ste se tudi že problematike, torej uporabe digitalnih sredstev v šolskem sistemu. Kakšen bi mogel biti po vašem mnenju pravzaprav odziv šole na tehnološki napredek? Koliko hitro bi se mogla šola nekako updatati, koliko bi mogla vključevati to v svoj proces? Šola bi morala, ali pa je, naj bi bila, vedno 1-2 koraka pred tistim, kar pač delamo, ne. Zdaj vprašanje, to se moramo vsi zdaj kritično vprašati, ali smo in kaj to pomeni, da bi bili, ne. Zakaj? Zato, ker mi pripravljamo dijake na življenje čez 10-20 let, ko bo pa življenje precej drugačno, kot je danes. In zanimivo mi je bilo, recimo tudi, ko sem hodil na določene konference na Irskem, je bilo to, da so tam vsi poudarjali, da ni glavna stvar šole to, da ponuja najnovejši tehnološki razvoj, da podaja, kaj vse, recimo ravno, ne vem, najnovejše aplikacije, da bi se mi to učili v šoli. Ker čez 5 let bodo to že zastarele aplikacije. Se pravi, tudi če si zdaj v nekem poklicu, pa se zdaj natreniraš točno neko zadevo do konca, bo čez 5 let ta stvar drugačna. Ampak bistvena stvar je to, da jaz dobim temeljna znanja, temeljno, osnovno znanje, ki je pa nujno za ustvarjalnost. In če imam jaz neko temeljno znanje, če imam jaz tudi neke osnovne človeške sposobnosti, kar se mi sploh zdi nujno v tem času, da šola tudi ponuja, potem bo in tudi neko pravo mero samozavesti, pravo mero sočutja, občutka za skupnost in predvsem kreativnosti, potem bom tudi tehnološke dosežke lahko sledil in bom čez 10 let pripravljen na te stvari. Se pravi, ni pomembno zdaj to, če mi rečemo, kaj pomeni biti v skladu s tehnološkim razvojem. Ne pomeni, da imam čisto najnovejše aplikacije, da bi s tem že zadovoljil ta pogoj, ampak moram biti pred tem, ne? Se pravi, moram biti še 2 koraka naprej, zato da bom tega človeka usposobil, da bo sposoben čez 10-20 let se spopasti s tistimi izzivi, sposoben se bo pa spopasti, če bo ustvarjalen, sočuten, empatičen, samozavesten, kritičen, ne. Če bo imel te osnovne kompetence, potem bo tudi digitalne stvari znal na pravi način uporabljati. Prej ste omenili tudi pravzaprav ključno osebo v tem vzgojno-izobraževalnem procesu in to je učitelj. In kako vidite, da bi se spreminjala vloga učitelja, ne? Nekaj ste sicer že omenili, ampak če bi še malo razvili, kako vidite, da se bo spreminjala vloga učitelja v prihodnosti s tem uvajanjem vedno več tehnologije? No, ključno mesto ima učenec, ne? Torej on je pravzaprav v središču tega vzgojno-izobraževalnega procesa, zaradi njega imamo mi šolo, mi smo tukaj pravzaprav služabniki učencev, dijakov, ne? Naj bi bili tisti, ki bi vam pomagali zato, da boste vi sebe razvili do polnosti. Ključna vloga učitelja v tem smislu, tukaj ključna v vzgojno-izobraževalnem procesu podajanja znanja nasproti recimo digitalnemu znanju, ne. Mi imamo en cel kup podatkov, ki nam jih daje recimo internet, ne, ki so spet zelo hvalevredni in danes pravzaprav lahko vsako stvar najdemo, bolj ali manj, ne, najdemo na internetu odlične razlage, ki dopolnjujejo ali pa izpopolnjujejo naše znanje, vendar brez učitelja, ki je navdušen nad znanjem, ki z neko strastjo odpira učencu nov svet, vsi ti podatki ne bodo imeli kakšne velike vrednosti. Jaz bom znal najti podatke samo, če si bom nekaj želel, če bom imel neko hrepenenje po nečem novem, če bom imel eno osnovno znanje, osnovne koordinate, potem mi bo tudi neka gora podatkov nekaj pomagala. Če ne, če si zdajle rečemo, zdaj gremo pa, ne vem, nekaj iz elektrotehnike iskati, če jaz čisto nič ne vem o tem, bom tudi težko našel, če je vse na internetu, ne.
bom moral najprej osvojiti neka temeljna znanja. Tako da noben računalnik, nobeno video predavanje, nobena konferenca na internetu ne bo nadomestila učitelja v telesni prezenci, ne, se pravi z njegovo strastjo, ki me navdušuje nad nekim znanjem. In to je pravzaprav tudi že zdaj jasno iz raziskav, ki jih delajo, recimo učenje tujih jezikov. Zelo dobrodošle so razne aplikacije, kjer se učimo lahko kakšnega tujega jezika, vendar je sploh pri mladih neposredno učenje v živo prinese dosti večje rezultate kot pa aplikacije na internetu. Že besedo, ko jo slišiš od nekoga in ga tudi vidiš, je tista beseda se drugače vtisne v tvoje možgane, kot če ga samo slišiš iz neke naprave, ki ti nekaj reče. To ne pomeni, da ni to dobrodošlo, ampak spet ena zdrava kombinacija enega in drugega je tisto, kar je najboljše. Hvala. No, v vaši knjigi še omenite kakor en predlog ključnih vrednot za šolo v digitalni dobi, pa če bi nam jih lahko na kratko predstavili, zakaj pravzaprav gre. Delno sem te stvari že omenil. Prva zadeva, ena prva ključna vrednota je vzgoja za samospoštovanje. Nasploh se mi zdi, da je vzgojna razsežnost šole danes še bolj pomembna, kot je bila včasih. Zaradi tega, ker se učimo odnosov, tako do sebe, kot do drugih, do narave, se učimo zdaj v večji meri ali pa v veliki meri se učimo tega v šoli. In zato je ta vzgojna komponenta šole danes zelo pomembna. Prva, recimo, ali pa eno tako izhodišče je vzgoja za samospoštovanje. Torej, šola ali pa učitelj naj bi v tem vzgojnem procesu vsakemu učencu dal občutek, ti si vreden, ti si ljubljen, iz tebe nekaj bo. Ti si sposoben, da boš v življenju uspel. Neko temeljno prepričanje. Čeprav je včasih mogoče tudi težko, ne? Imamo kakšne dvome, ne? Ob kakšnem učencu, s katerim se srečamo, ampak če mu damo en ta občutek, da je tak, kot je, sposoben, da bo v življenju nekaj iz njega, oziroma da že je in da je vreden življenja in vreden ljubezni, da je vreden ljubezni in da bo lahko uspel, mu pravzaprav lahko damo osnovo za njegovo samozavest. Gotovo, da so tukaj ključni starši, prav gotovo, ampak učitelj pa tukaj naprej podpira in daje otroku to osnovno vrednost, ker mi vsi iščemo to potrditev, ne? V digitalni dobi gledamo, koliko lajkov imamo, ne? Se pravi, s tem ti dobiš, a sem vreden ali nisem vreden, koliko sem vreden, ne? Ampak noben lajk ti ne bo dal toliko kot ena osebna pohvala in še posebej pohvala od nekoga ali pa realistično pozitivna povratna informacija nekoga, ki ga spoštuješ kot avtoriteto. In učitelj to je, ne? In recimo dijaki tukaj na šoli, ko smo se o tem pogovarjali, so mi večkrat rekli, najhujše je to, kad ti nekdo lajka neko objavo na Facebooku, na hodniku te pa tudi pozdravne, ne? In to je v bistvu, na ta način si pravzaprav razvrednoten, ne? Ampak ti želiš, da si vreden ljubezni, da si vreden odnosa in to lahko dobiš pravzaprav prek tega vzgojnega procesa. In ko ti imaš to samospoštovanje, to osnovno samozavest, da veš, da si vreden, potem ne potrebuješ ustvarjanja neke lažne podobe. Se ti ni treba pretvarjati in delati. In ni treba razmišljati, kakšen se moram jaz pojaviti na Facebooku ali ne vem kje, zato da bom ljudem ugajal. Ampak veš, da si lahko tak, kot si, tudi s svojimi napakami, in to se mi zdi, da je tudi en ključen element, da se naučimo živeti tudi z napakami,
da ni spet neka digitalna miselnost ali pa tehnološka miselnost tista, ki je prevladujoča. Kaj je bistvo tehnološke miselnosti? Učinkovitost, da s čim manj sredstvi dosežem čim večje cilje. Ne? Ideal je to, da imam popolno mašino, da ni nobenih težav. Če stvar funkcionira, potem je dobra in sem z njo zadovoljen. Pri človeku ne sme biti tako. Ne? Ko ne deluje, takrat pravzaprav nekdo potrebuje še več ljubezni, še več odnosa, še več pozornosti. Takrat je treba nekomu reči, ti si vreden, ti si sposoben. Ti nisi vreden samo takrat, ko funkcioniraš popolnoma, ne, kot stroj, ampak ti si vreden zato, ker si človek. Ne. In to se mi zdi, da recimo bi prav zavestno, da se trudimo, da ne bi podlegli neki taki zelo funkcionalistični miselnosti, se pravi vse mora biti podrejeno samo ciljem, dosežkom, učinkovitosti, dejavnosti, ampak da vemo, da je pravzaprav s tem, ko si človek, si vreden in tudi preko napak, tudi preko spodrsljajev se pravzaprav lahko učiš, se oblikuješ. Napake morajo biti učiteljice v našem življenju, ne pa nekaj nebodiga treba, kar je potrebno odpravljati. Ne. Dober, prva ena taka vrednota, ki je seveda mogoče najbolj pomembna v vrtcu, pa potem na začetku osnovne šole, ampak tudi kasneje, ne, skozi samospoštovanje, to, da vem, da sem vreden. Potem druga zadeva, ki je v šoli zelo pomembna, je čustvena vzgoja oziroma empatija, spodbujanje sočutja, občutka za drugega. Torej, da vem, da znam ravnati s svojimi čustvi, da sem tudi čustveno pismen, da prepoznam svoje čustvo, ne vem, sem jezen, nekaj me je razjezilo, se pravi, je spodbudilo v meni ta občutek jeze. Kako bom jaz s tem čustvom se soočil? To ni nekaj, kar bom zdaj samo stran porinil, ampak bom to stvar se zavedal tega, bom to stvar predelal in bom potem tudi na primeren način reagiral. Bom nekomu povedal, jezen sem, razjezilo me je tole. Ne? Konkretno, znam te stvari ubesediti. Ne? Da se znamo živeti, ne vem, se pravi, z vsemi čustvi, kot je strah, jeza, navdušenje, veselje, in da prepoznamo, se pravi, tudi pri drugih čustva taka, kot imajo drugi, in v bistvu, da se spodbuja empatija, dober odnos, medsebojen odnos z ljudmi. Tukaj tudi, ne, se pravi, nikoli ne bo računalnik sočuten z menoj. Ne. In seveda lahko tudi, če mi tam zašteka računalnik, tudi njega lahko imam rad, ga pomilujem, ga pobožam in tako naprej. Mogoče malo pomaga meni, ne, da me malo umiri, ampak ko pa to naredim svojemu bližnjemu, pa to spremeni odnos. Ne. Se pravi, so te stvari pomembne, ne, da ostajamo ljudje, da ostajamo čuteča bitja. Tretja stvar, ki je tukaj, naslednja stvar je ustvarjalnost, ki je ključna. Ne. Ustvarjalnost prav v tem smislu, da razmišljamo in delujemo izven nekih ustaljenih okvirjev. Da omogočamo vse skozi mladim, da po svoji in otrokom, da po svoji poti pridejo do cilja, ki ga jim mogoče zadamo kot nalogo. Da ni samo ena in edina zveličavna pot in točno tako mora biti, zato da prideš do neke rešitve. Ne. Ker in tukaj recimo nas umetna inteligenca še tako izpopolnjena ne bo dosegla v inovativnosti. Lahko nas doseže v hitrosti, v zmožnostih raznoraznih, ampak v razmišljanju izven nekih okvirjev in ustvarjanju novih rešitev, tukaj pa je človeška kreativnost tista, ki je pravzaprav nujna. In te stvari pa lahko ali pa najbolj spodbujamo prav preko humanističnih in umetniških predmetov. Ne.
In zato je tako pomembno, da imamo tehnične predmete, umetniške predmete, kreativne predmete, to, kar smo v slovenski šoli v zadnjih desetletjih izgubili ali pa izgubljamo. Ne. Da so praktične stvari in da se daje poudarek pravzaprav inovativnim rešitvam. Zanimivo na eni konferenci v Dublinu, ko so razlagali o novih algoritmih pri učenju matematike in sestavljanju matematičnih nalog, kjer se osebno prilagodi za vsakega učenca pač taka naloga, ki je njemu najbolj potrebna v določenem segmentu. Zelo zanimivo so to razlagali. No, ampak potem pa vprašajo, kakšne profile pa vi zaposlujete, ne? Kdo so zdajle v vašem podjetju najbolj iskani profili? In pravi ta gospod tam, ki je bil, je rekel, programerje mi lahko dobimo. Danes programirati zna zelo veliko ljudi. Iskati celostne inovativne rešitve je pa pravzaprav tisto, kar mi iščemo. Ljudi, ki bi znali širše videti, ne samo sprogramirati neko nalogo, ampak razumeti celoto. Ne? In pravi, tukaj so pa najboljši kakšni umetniki. Je rekel, če dobimo kakšnega dirigenta, potem je to najboljši. Zakaj? Ker on vidi hkrati vse. On mora videti hkrati vse, mora videti resničnost, ki je, mora videti ideal in mora videti, kako bo stvari skupaj speljal, eno in drugo, da bo stvar delovala. Ne? Gre torej za to, da se zavedamo čedalje bolj, da ni vse samo znotraj tehničnih rešitev, ampak da so pač neki interdisciplinarni timi, ki morajo delovati skupaj, ampak da imajo tudi humanistične in umetniške inteligentnosti, to se pravi tudi ta znanja in te sposobnosti, te kompetence zelo velik pomen v digitalni dobi. Hkrati s tem, zdaj sem že dolg, ne? Še dve. Hkrati s tem je še kritično razmišljanje, to je jasno, se pravi, da vemo, da smo mi tisti, ki torej smo nosilci, ne, da nismo samo pasivni sprejemniki, ampak da imamo tudi neko refleksijo, neko kritično distanco do stvari, da znamo vrednotiti, znamo presojati in da nas stvari ne posrkajo, ampak da mi pravzaprav nadzorujemo, sploh kar zadeva recimo digitalne medije. In zadnja ključna vrednota je skupnost, učenje za življenje v skupnosti, in tukaj je mišljeno od manjših skupnosti, timov, do potem ene odgovornosti za skupno dobro. Da se v tem individualiziranem svetu, kjer se zdi pravzaprav, da je vsak zase center sveta in drugega ne potrebujemo življenjsko več tako, kot smo včasih, lahko preživim pravzaprav iz svojega stanovanja, skoraj bi danes rekel, če imam kreditno kartico in mi vse lahko domov pripeljejo, ne, mi ni treba sploh nikamor sprehoditi in nobenega videti in srečati, in bom kljub temu lahko preživel, če toliko in toliko dobim na svoj bančni račun. Ampak v tem svetu je še toliko bolj pomembno zdaj vzgajati za medsebojne odnose, za to, da pravzaprav mi v resnici ostajamo ljudje samo, če živimo v skupnosti, če živimo z drugim, če imamo konkreten telesen stik drug z drugim, samo tako ostajamo zares ljudje. Drugače lahko postajamo otoki, kjer bo pravzaprav med nami samo še neka virtualna komunikacija. Vem, da sem bil dolg pri tem govoru, ampak hvala za razumevanje. Zdaj, ko ste omenjali ta zelo individualiziran sistem, ne, pa ena od teh vrednot v bistvu ta empatija, ne, oziroma čustvena inteligenca. Pa me zanima, če imate mogoče kakšen čist konkreten primer v šoli, kako prevzgojiti neko empatijo v bistvu sistemu, ki je narejen za to, da se mi pravzaprav grebemo za te ocene, da nam ne gre za neko skupnost, ja. Da je to sekundarnega pomena v bistvu. Ko smo delali
vizijo zavoda pred enimi 12 leti, je bilo eno od izhodišč to, da rečemo, da potrebujemo razum, srce in roke v naši pedagogiki. In ko smo razmišljali, kaj bi dali za srce in roke, je bila potem ena ideja, naredimo nekaj, kar bo konkretno naše dijake postavilo v odnos do obrobnih, tistih, ki so pomoči potrebni. In socialni praktikum je potem nastal kot en model enega takega pouka, ne, ko 3 dni ni pouka, tistega klasičnega v šoli, je na pač drugačen način, se usposabljate za to, da greste v bolnišnice, domove za ostarele, k otrokom, ki so s posebnimi potrebami in tako naprej. In tam prepoznate potrebe teh ljudi. In vem, ko po prvem letu, ko so prihajali dijaki nazaj, se spomnim ene dijakinje, ki je rekla, od danes naprej mozolji niso več problem zame, ne. Se pravi, neki moji problemi, ki so bili prej ogromni, so se ob soočanju z ljudmi v stiskah pravzaprav razblinili. Zakaj? Zato, ker je začutila, kaj so zunaj nje pravzaprav resnični problemi, ne. Tako se mi zdi, da je to empatija je osvobojujoča tudi za nas same, zato da nismo tako osredinjeni nase in ne mislimo, da se nam godi vse najhujše na tem svetu in smo žrtev takšnih in drugačnih manipulacij od zunaj, ampak da vidimo, da je tudi zunaj nas marsikaj, kar je trpečega, hudega, bolečega, kar je v potrebah in kjer lahko mi nekaj naredimo, kjer se je nekdo razveselil, kjer smo nekomu dali vrednost življenja. In ko ti nekomu daš vrednost življenja, ko mu daš občutek, da je vreden in recimo to, če greš obiskat starejšo gospo in jo poslušaš 1 uro, si dal tej gospe občutek, da je vredna in ona se tega pravzaprav zaveda v sebi in ti da to sporočilo tudi bodisi na tej čisto telesni ravni, bodisi da ti recimo tudi pove. In to je recimo en tak primer, kjer se to lahko zgodi. Potem pa seveda tudi druge stvari, da se skomunicirajo zadeve, napetosti, ki se dogajajo, bodisi v razredih, bodisi v recimo, če gremo na šolo, bodisi v šolski skupnosti, ali pa tudi širše, ne, da znamo prepoznati stvari in da se znamo primerno potem tudi odzvati. In da vemo, da nobena težava ni taka, da bi zdaj sam problem vodil v propad, ampak da pravzaprav težave razkrivajo potrebe, kaj je treba spremeniti za to, da bi celota pravzaprav boljše delovala. V knjigi tudi poudarjate pomen religioznega pouka, pač v trenutnih razmerah in v bistvu podate eno idejo za nekonfesionalen religiozni pouk v vseh šolah, torej tudi v javnih šolah. A bi predstavili malo to idejo, za kaj točno gre? Ja, gre pravzaprav za položaj v Sloveniji, ki je drugačen od položaja v drugih državah, sploh v naših sosednjih državah. V Sloveniji je tako, da se tako konfesionalni verski pouk kot tudi nekonfesionalni ne poučujeta v vseh javnih šolah. Konfesionalni je nasploh prepovedan, to se pravi, verouka nimamo v šoli. In s tem se tudi jaz strinjam, to se pravi, da nimamo verouka v šoli, da je verouk ostane v župnijah, torej uvajanje v zakramente, spoznavanje krščanstva kot moje osebne religije, to je stvar župnijske skupnosti, to ni stvar šole. In tam, kjer še je stvar šole, se tudi zdaj soočajo recimo z določenimi reformami, kot je Avstrija, Nemčija, Italija, so pač družbene razmere take, da ne omogočajo več nekega samoumevnega
verskega udejstvovanja po šolah. Druga zadeva, ki jo pa jaz podpiram, ne, je pa ta, da bi rekli, vsi učenci, ne glede na to, a so verni ali ne, a so katerekoli vere, imajo nekonfesionalni verski pouk. Torej vsi se učijo o verstvih, o verovanju, o pomenu verovanja in verstev v zgodovini in danes in spoznajo osnovne stvari o krščanstvu kot religiji okolja in o vseh večjih drugih religijah. In tudi o lahko drugih svetovnih nazorih, kot je, ne vem kaj, humanizem ali kakšne razsvetljenske nazore in ideje. Se pravi, tiste, ki podpirajo skupno dobro v družbi, v kateri mi živimo. Mi živimo v pluralni družbi, čedalje bolj bomo živeli v pluralni družbi in nisem za to, da bi mi tudi tukaj v zavodu, ko smo postavljali verski pouk, ga nismo postavili na ta način, da bi bil to pouk, ki bi uvajal v krščanstvo in ne bi bil pouk, ki bi predstavljal druge religije, ki bi govoril širše o verskem pouku. In saj v mojem času nisem imel nobene izkušnje, da bi en dijak rekel, to me pa silite pri veri in kulturi, da moram jaz zdaj tukajle sprejeti to krščansko vero. Mislim, da se noben ni počutil, ali pa saj rekel ni, da se čuti prisiljenega v to. Je pa sprejel ali pa je pa dobil eno bogastvo, je pa razumel, kako krščanski pogled na svet izgleda, se pravi, je dojel krščanski pogled, ga je znal, ga je lahko ovrednotil, se mu je lahko zdel zanimiv ali nezanimiv, ali pomemben ali nepomemben. Prejel je tudi neke druge stvari in jaz mislim, da en tak rahlo diferenciran model, kot ga imamo na Škofijski klasični gimnaziji, bi lahko imeli tudi na drugih šolah. Nikomur ne bi škodilo, če bi poznal neke osnovne zakonitosti človeka kot duhovnega bitja, kot bitja, ki išče smisel, ki se sprašuje o temeljnih vprašanjih, od kod sem, kdo sem, kam grem, kaj je smisel trpljenja, kaj je smisel truda, vztrajnosti in tako naprej, zakaj naj bi bil dober, kaj pomeni biti dober, ker so tiste vrednote, ki omogočajo skupno življenje. Mislim, da so to teme, ki bi bile zelo dobrodošle v tem pluralnem svetu. Zakaj, še to rečem? Zato, ker je pred 10 leti že ena raziskava ugotovila, da je pri slovenskih srednješolcih največ predsodkov pred drugačnimi. Se pravi, sprejemanje drugačnih na vseh pogledih, glede do drugačnih, imamo mi dosti večje probleme kot tisti, ki imajo verouk v šolah. Verouk, se pravi Avstrija, Italija, Nemčija ima verouk v šoli, konfesionalen, tako kot ga imamo mi na župnijah, ga imajo oni v šoli, ampak so bolj odprti do drugačnih, kot smo mi. Zato, ker ne poznajo. Česar ne poznam, tistega se bolj bojim. Ne? Muslimani so zdaj nam vsem grožnja. Mogoče, če bi spoznali, bi videli, ja, določeni ljudje, ki zlorabljajo določene ideje, so nam grožnja. Sam islam pa ni grožnja in tisti muslimani, ki živijo eno lepo versko muslimansko življenje, niso nobenemu grožnja. So zelo dobri in plemeniti ljudje. Ne? In to stvar se mi zdi, da bi bilo potrebno v Sloveniji odpreti. Mi smo to poskušali že leta 2009, smo izdali eno izjavo, tukaj v zavodu smo imeli konferenco in smo poslali tudi takratnemu ministru za šolstvo in seveda in na pedagoški inštitut in na pedagoško fakulteto, ampak takrat in kasneje nikoli ni bilo pravzaprav nobenega odziva. Pri nas je to tabu, o tem se v Sloveniji ne pogovarja. Ne? Tako imamo verouk v šolah, to pa ne, konc, adijo. Ne moreš se pogovarjati niti, zato jaz tudi predlagam noter, da bi dali ime religijska kultura, se pravi, da ne bi niti govorili ne o veri, ne o tem, da bi rekli religijska kultura ali mogoče celo še kako drugače.
nekaj v zvezi s kulturo kot skupnim civilizacijskim načinom bivanja. Zdaj, da pa te vsebine, da bi morali bolj sistematično obdelati, ne? Ker pri nas potem pride do tega, da je odgovor velikokrat ta, saj to imamo že pri zgodovini, pri geografiji, pri slovenščini. Ne potrebujemo še dodatnega predmeta, ne? Verjetno je dobro, da bi imeli, ali pa jaz sem prepričan, da je dobro, da bi imeli en predmet, 1 uro na teden bi bilo v redu in bi po mojem to prispevalo tudi k bolj počlovečeni družbi, manj strahov, manj predsodkov, bolj bi bili zadovoljni s sabo in drug z drugim, kot smo. Vsaj jaz upam, da bi bilo tako. V zaključnih 2 poglavjih knjige pa predstavite pravzaprav 2 raziskavi, še s pomočjo vaših 2 sodelavcev, ki bi zdaj kar gor povabil, profesora Rifla pa gospoda Vajgunja. Če bi lahko v bistvu kar vsi 3 skupaj predstavili zaključke teh vaših raziskav. Torej, te 2 raziskave, o katerih ste omenjeni. Prva je ta, ki smo jo delali prvič po 10 generacijah škofijcev in potem ponovili, ko je 20. generacija že zapustila gimnazijo, smo delali eno tako presečno študijo, kje so v življenju, kaj počnejo, kako zdaj z neko oddaljenostjo gledajo na ta obdobje. In mogoče za začetek čisto v podporo temu, kar je profesor Globokar povedal, dejansko odnos tisti, ki splava ven, kakorkoli pogledaš. Odnos tisti, ki ga najbolj se zapomnijo od svojih let na gimnaziji, odnos tisti, ki ga najbolj cenijo in še zmeraj se med sabo tudi poznajo te odnosi v razredu. Danes so razredi povezani med seboj, tudi če gledamo prve generacije, ko se že 20 let niso videli v šolskih klopeh, še vedno vejo drug za drugega, še vedno vsaj z 1 ali 2 sošolcema vzdržujejo stike. Tako da to je bila gotovo ena od tistih ključnih stvari, ki smo jih videli. So bile pa druge stvari, ki so bile pa neposredneje z šolskim prostorom samim povezane in je zelo dragoceno, ko lahko vidiš pravzaprav iz generacije v generacijo, kako se spreminja odnos do določenih stvari. To se pravi, recimo, lahko gledamo tudi tehnologijo in nismo jo posebej izpostavljali, ampak ne vem, praktičnost ali pa recimo en praktikum, ki ga je prej profesor Globokar omenil. Zdaj lahko to gledamo tudi z enega stališča, lahko vsako leto naredimo refleksijo, kako zadovoljni ste bili s tem. Ampak če pa mi pogledamo vseh 20 generacij, ki je šlo, koliko so pridobili na področju empatije, na področju medčloveških odnosov in gledamo, če so kje kakšne stopničke, če imamo neke trende in opazimo, da je potem nekje en premik, zdaj tega se sicer ne spomnim eksplicitno, ampak spomnim se pa prav konkretno praktičnost znanja. Praktičnost znanja je bila ocenjena od vseh teh elementov znanja, ki je bilo podajano, relativno nizko. Še zmeraj zelo visoko, ampak med temi, ki je bila nižje ocenjena. In smo videli, da v par letih bil je trend opazen, da se povečuje, ampak recimo smo šli gledati, kaj se je zgodilo v tistem letu, ko je dejansko prav do enega tazga znatnega skoka v tej praktičnosti znanja, v ocenjevanju praktičnosti znanja prišlo. In smo videli, da tisto leto smo uvedli projektne naloge. In je res dragocen ver, ko vidiš pravzaprav preko generacij za nazaj efekt, ki so ga določene spremembe, določene odločitve imele. Tako da, ko bomo uvajali kakšne stvari v smislu vzgoje za življenje v digitalni dobi, v smislu tega, kar smo se pogovarjali, bo tle lahko spet en dragocen test, da vidiš, kako pravzaprav dolgoročno vplivajo te stvari na življenje ljudi. To je nekaj, kar je relativno redko, ampak recimo to je tisto, kar je bilo dragoceno tle v tej raziskavi. Ja, zdaj druga raziskava je bila pa povezana s tem, kar je bila že prej tema, sicer z religijskim poukom. Leta 2016 sva z Romanom naredila eno raziskavo med 4 katoliškimi gimnazijami o razumevanju in sprejemanju pač tega enotnega predmeta vere in kulture na teh 4 gimnazijah. Zdaj sam za kontekst, da bo bolj jasno, ta predmet obstaja s skupnim učnim načrtom od leta 2003, prej se je pač delalo bolj svobodno, vsaka šola je imela pač nek svoj koncept, potem to lahko štejemo za nek res velik dosežek, da so se pač te 4 šole poenotile, naredile ta skupni učni načrt in ta skupni učni načrt je bil potem podlaga tega vprašalnika, ki smo ga pripravili za vse 4 katoliške šole. Zdaj odziv je bil
relativno dober, več kot 50% sedanjih dijakov se je odzval. Potem bil je tudi posebni vprašalnik za sedanje nekdanje učitelje, kjer se je tudi odzvala večina. Dobili smo pa seveda tudi nekaj odgovorov s strani nekdanjih dijakov. Zdaj, prva stvar, ki jo velja izpostaviti, je pozitivna ocena tega predmeta. Nekako to smo že prej vedeli, da je predmet strani dijakov zelo dobro sprejet, ampak tukaj je še ena dodatna stvar, ki jo je pokazala raziskava, da vendarle, ko je bil predmet nekako postavljen na nekako enako mesto kot drugi predmeti, da se mu je dal s tem tudi eno vrednost, in tudi vrednost temu, ker je prej Roman omenil, temu področju vedenja, torej o duhovnem življenju ali pa o religioznem življenju, zdaj je odvisno, kako to imenujemo. Zdaj, zelo zanimiva stvar iz raziskave je ta, da čeprav je bil predmet deloma seveda zastavljen tudi konfesionalno, ker vendarle gre za 4 katoliške šole, pa so dijaki vendarle boljše ocenili tiste vsebine, ki so zelo odprte, bodisi v smeri nekega splošnega znanja, o religijah ali pa v smislu znanja o nekih etičnih dilemah. To tudi kaže na to, kar je bilo že prej poudarjeno, da dijaki nikakor ne dojemajo tega predmeta kot kot neko vsiljevanje točno določenega načina življenja ali pa načina razumevanja, ampak da bolj vidijo prednost v tej odprtosti sploh govora o teh temah. Izkazalo se je tudi to, da so katoliške šole med seboj glede populacije, ker to smo tudi spraševali, precej homogene, večina pripada katoliškemu okolju. Zdaj za eno majhno izjemo se je izkazala tukaj škofijska gimnazija v Mariboru, ki ima vendarle bolj raznoliko populacijo, in za vse druge šole je pa tudi neko sporočilo, da ne smemo zapasti tej nevarnosti getoizacije in da se res trudimo, se mi zdi, da učitelji so to že v teh letih dobro spoznali, za vključenost vseh torej prisotnih dijakov, in da tudi izhajamo iz njihovih izkušenj. Zdaj mogoče ena taka največja kritična točka ali pa en izziv za prihodnost je medpredmetno sodelovanje, čeprav je bil predmet zastavljen izrazito medpredmetno, pa se je izkazalo, da v vseh teh letih, kot tudi nasploh šolski sistem, nekako nismo uspeli tega nekako uresničiti, tako da to ostaja še nekak izziv za prihodnost. Izziv za prihodnost ostaja tudi posodobitev učnega načrta. Zdaj po 16 letih bi veljalo razmisliti, ali je ta delitev po teh letnikih še smiselna, ali bi veljalo mogoče preizkusiti kakšen drug model. Potem tukaj midva z Romanom nekako predlagava, da bi imeli mogoče bolj pristop nekih modulov ali pa sklopov, recimo enega bolj antropološkega, ki bi se ukvarjal tudi z vprašanjem osebne rasti, potem tega svetopisemskega, da bi spoznali to biblično, tudi antropologijo. Potem eno zelo pomembno področje, ker je vedno dialoškost v ospredju tega predmeta, je vprašanje katoliškega nauka in pogleda tudi na kulturo oziroma dialoga s kulturo, kar je zelo pomembna tema. Potem pa še 2 področje, eno je ekumenizem in medverski dialog, in pa zadnje je pa, so pa odnosi v eni skupnosti in pa tudi potem ta etična vprašanja. Torej zdaj največji izziv na teh prihodnih tudi srečanjih, ki jih zdaj imamo, to je en konkreten sad te raziskave, da se zdaj res učitelji vsaj enkrat na leto, lahko bi še mogoče večkrat, da se učitelji vere in kulture dobivamo, da premislimo zdaj v tem kontekstu časa in prostora, katere so res tiste vsebine, predvsem pa tudi načini, kako zdaj posredovati te vsebine religioznega pouka mladim. No, in na koncu naj povem, da mi je bilo veliko veselje pisati to poglavje skupaj s tabo, Roman, ker ne samo, da sem bil sam tisti, ki sem dal ta predmet skozi svojo izkušnjo, ampak si bil tudi ti tisti, ki si me v bistvu ta predmet upeljal, da sem se tako nad njim navdušil, zdaj imam pa celo to milost, da ga lahko tudi naprej posredujem. Tako da meni to ni bila samo neka raziskava, neka statistika, ampak mi je bilo tudi osebno ena tak premislek, kaj je sploh smisel takega predmeta na eni katoliški šoli. No, zdaj pa, če bi še kdo iz publike želel kakšno vprašanje. Lahko tudi kakšen komentar, ker tle smo vsi strokovnjaki ali pa vsi iskalci. Ja.
Pozdravljeni, jaz prihajam z pedagoške fakultete, pa se drugače ukvarjam z uporabo digitalnih tehnologij v izobraževanju že 30 let. Po drugi strani pa nisem nek, bi rekel, tak fan, ki bi rekel, da je treba vse povsod te tehnologije uporabljati. Tisto, kar me skrbi v današnjem času, je ta zelo negativen odnos nekako v družbi, ki se ustvarja do uporabe tehnologij v izobraževanju. Nekako, če se pogovarjamo takole z učitelji, pa se mi zdi, da je kar moderno danes, da rečejo, joj, to pa tehnologije, pa Bog ne daj v šolo, to mora pa vse zunaj ostati. Zakaj? Jaz se zelo bojim, da bo to prineslo napačne rezultate, oziroma da ne bo prineslo tistega, za kar se pravzaprav mi trudimo. Če učenci ne bojo spoznali, da so tehnologije uporabne pri njihovem učenju in če ne bojo spoznali teh pozitivnih vidikov in bodo videli, da so to samo nekaj, kar je zlo, če preveč igrice igrajo in so zasvojeni, seveda to je zlo. Potem učitelji izgubljamo možnost, da bi njim predstavili te pozitivne stvari, pa tudi, da bi jih opozorili na nevarnosti, ki se pojavljajo. Ker če te tehnologije ni in se v šoli delamo, da jo ne poznamo oziroma da se z njo ne ukvarjamo, nimamo nobene možnosti, da bi jih usposobili, da bi jim dali te tako imenovane digitalne kompetence, ki so nujne. Tako da mislim, da je tako v bistvu, bi rekel, enostransko prikazovanje teh negativnih stvari napačno in da bo dal slabe rezultate. To mi potrdili tudi eno zelo zanimivo razmišljanje nekoga, ki se ukvarja z zasvojenostjo, pa je razložil, da tisti, ki so zasvojeni s temi tehnologijami, da niso zasvojeni od tega, ker bi delali nekaj za šolo s temi tehnologijami, ampak je tudi njegov nasvet bil ta, da bi morali v resnici v šoli seznaniti mlade s temi tehnologijami, jih naučiti jih uporabljati v pozitivnem smislu in da bi to potem tudi te probleme zasvojenosti zmanjšalo. Če bi se otroci izživeli s tehnologijami pri konstruktivnih zadevah, pri pozitivni rabi teh stvari, bi bilo potem verjetno tudi malo manj želje in potrebe početi to v prostem času na nek nekonstruktiven način. Zdaj si bom dovolil samo to povedati, da se strinjam z vsem tem, kar ste rekli. Zelo se strinjam in podpiram to zadevo. Tudi v knjigi govorim o tem, da je v bistvu ena skrajnost bi bil digitalni dualizem. To se pravi, da bi rekli, v šoli nimamo digitalnih tehnologij. In v bistvu na ta način gotovo ne bi pripravili otroke na življenje v tem svetu. Je pa zelo pomembno to, da tudi tukaj uporabljamo tehnologije digitalne, ki bodo zahtevale nek napor, ki zahteva en proces, kjer ni stvar naenkrat narejena, kjer ni samo, mi imamo tudi uporabo tehnologij digitalnih, se mi zdi prevečkrat samo pasivno, pokažemo en filmček z YouTuba ali nekaj na hitro rešijo eno anketo, ampak če ti greš skozi en proces, ko moraš nekaj ustvariti, ko moraš ti nekaj kreirati, pomeni, da boš ti v digitalno tehnologijo uporabljal kot ustvarjalno bitje, kar pomeni, da boš ti nekaj svojega dodal noter, da ne boš samo nekaj snel dol, ampak boš nekaj ustvaril, boš nekaj doprinesel, nekdo mora nekaj ustvariti na digitalni platformi. A sem jaz zdaj pripravljen nekaj narediti še za druge. In te stvari bi, recimo, če bi imeli eno tako osnovno držo, vsi, potem se mi zdi, da to ni negativno in ne bi smeli zdaj misli, da bo pa, ali pa demonizirati digitalne tehnologije, misli, da je pa to zdaj nekaj škodljivega. Težava, ki je zaenkrat v šoli, pa na fakulteti vidim, je v tem, da ima nekdo svoj računalnik ali pa svoj telefon, na katerem ima še toliko in toliko drugih aplikacij. In ti lahko tudi nekaj delaš, ampak ko on dobi en message, ko on dobi eno sporočilo,
ko se mu nekaj pojavi na njegovem računalniku, seveda njegova misel odplava nekam drugam. Ne? Na kakšen način zdaj tudi v šoli imeti digitalna sredstva, ki bodo pravzaprav podpirala en šolski proces. Ne? Tako, kako to oblikovati? Sam še nekaj bi dodal, kar se mi zdi, da je zelo ključno za razumevanje tega, o čemer sva zdaj govorila. Večina ljudi si napačno predstavlja, kaj tehnologije v izobraževanje prenašajo. Ne? Tisti, ki mislijo, da je to samo pasivno sprejemanje nečesa, seveda se zelo motijo. Tisto, s čimer se mi trudimo in hočemo ljudem pokazati, je, da tehnologije same po sebi ne bodo ničesar rešile in ničesar spremenile. Tisto, s čimer se mi ukvarjamo, je to, da delamo učenje aktivno in šele ko je učenje aktivno, takrat potem te tehnologije v resnici šele ta pravo vrednost imajo. To, da jaz lahko potegnem nek PDF od nekod, namesto da bi vzel knjigo, ni nič posebenega. To, da si gledam posnetke tujih predavateljev, če so še tako vrhunski, tudi to zame ni nekaj posebnega. Ne? Zame je posebno tehnologije v tem, da me opolnomoči, da mi daje moč, da delam jaz nekaj na novo, da nekaj ustvarjam, tako kot ste poudarjali vaš čas v tem. Ne? In recimo, tak krasen primer je, moji študenti delajo izobraževalne igre. In jaz nikoli nisem videl ljudi, ki bi bili bolj zavzeti in bolj zatopljeni v svoje delo in ki porabijo še enkrat več časa, kot je predvideno, da ga bojo porabili, ko te stvari počnejo. Ne? To se pravi, ustvarjajo v tem primeru celo igre, ne? Take izobraževalne, ki imajo seveda vse te zadeve noter. In tukaj se potem vidi, kako se da s tehnologijo res veliko narediti. In na univerzi se zadnje čase malo trudimo, da bi te zadeve spremenili, je pa zelo težko, ne? Ker zelo počasi se stvari spreminjajo. Ne? Ljudje so zelo inertni in zelo počasi slišijo to, da je glavna stvar aktivirati učence, vse ostalo pa potem tehnologija lahko pripomore nekoliko k tem, ker učenje je še vedno proces v glavi, to vedno rečem študentom, zato jaz ne govorim o e-učenju, ker zame ni e-učenja. Učenje je proces v moji glavi, tehnologije mi pa pri tem samo malo pomagajo lahko. Mogoče mogli biti drugi na vrsti, ne pa novinarji, ampak vendarle. Roman, zdaj si na teološki fakulteti, ne? In ena izmed razprav zadnjega časa je bila v zvezi z religijskim poukom, kdo naj ga poučuje. Ali so teologi primerni ali neprimerni? In recimo neke ocene v javnosti v zadnjem času so bile, da teologi niso najbolj primerni učitelji religijskega pouka. Kakšen je tvoj pogled na to? Seveda je to čisto hipotetično vprašanje za slovenske razmere, pa vendar. Za slovenske razmere so teologi seveda najprimernejši kader, ker imajo najbolj popolno izobrazbo na tem področju. Teologija je humanistična veda, ki je sprejeta v vse katalogizacije znanja in znanosti in univerzitetnih študijev. Torej, če je teologija študij, ki se poučuje na univerzi, potem so diplomirani teologi tudi tisti, ki so v javnem prostoru zaposljivi in tudi v javnih šolah zaposljivi. Torej, nelogično je, da teološka fakulteta deluje v univerzi, teolog, ki je pa tam se pa tam izobrazi, pa ne bi mogel potem poučevati na šolah. Ne. Pomembno je tudi vedeti, da je znanje, ki ga teologi dobijo na teološki fakulteti, toliko široko in tudi metodika samega poučevanja taka, da lahko pri teologu obogatijo svoje znanje vsi učenci in dijaki. Torej, gotovo nikogar ne poučujemo k kakšni diskriminaciji ali k nekemu prozilitizmu, da bi mi zdaj pridobivali preko religijskega pouka zdaj otroke v cerkev. To se lahko tega strahu ni, ne? Da bi zdaj načrtno cerkev želela zdaj tam otroke pridobivati, da bodo prišli
v cerkev, če bo zdaj neka oblika religijskega pouka v šoli. Zdaj, seveda vsak učitelj s svojim žarom, ne, in svojo strastjo pa navdušuje učence ene, druge, tretje, en za glasbo, drug za matematiko, mogoče bo kakšen tudi za humanistiko ali za religijsko znanost. Vera je pa seveda stvar osebne odločitve. Jaz sem lahko še tak religiolog, poznam vse v krščanstvu do potankosti, nimam pa osebnega odnosa do Boga, ne molim, ne. To je tudi možno, ne. In to, kar bi s tem predlogom, ki ga jaz dajem, bi bilo to, da bi pač mi imeli to znanje o religijah v šoli. Medtem ko uvajanje v prakso je pa nekaj, kar je stvar bodisi lahko zasebnih šol, predvsem pa potem župnij. Ne. Še kdo? To je bilo tako, da ne bi slučajno kdo. No, polo pa to vse. Se prav lepo zahvaljujem gospodu Globokarju in gospodu Rifli in gospodu Velguniju za njun vložek in hvala publiki. Ne. Pa hvala moderatorju, res bravo.